Gasilstvo v Sloveniji praznuje 150 let. Letošnja Eden destinacija je Podčetrtek. Na Straški povorki letos o samooskrbi. Lepo pozdravljeni. Novice začenjamo v Metliki, kjer so leta 1869 ustanovili prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem. Včeraj se je tam zbralo več kot 4000 slovenskih gasilcev, udeležencev veličastne prireditve, s katero so obeležili 150-letnico gasilstva na Slovenskem. Začeli so jo s svečano parado, ki je pokazala moč slovenskega gasilstva. V 22 moštvenih ešalonih so po metliških ulicah ponosno korakali mladi gasilci, gasilke in predstavniki vseh slovenskih gasilskih regij. Za njimi pa pripadniki drugih enot zaščite in reševanja ter ešalon gasilskih vozil, starih in sodobnih. Veličasten je bil pogled na zelenico pri metliškem gasilskem domu, kjer so slavnostni mimohod sklenili s prireditvijo, ki jo je predsednik vlade Marjan Šarec označil za praznik veselja in ponosa. Pred 150 leti si niso predstavljali, da bo gasilska organizacija na Slovenskem dosegla tak nesluten razvoj, da bo gasilska organizacija na Slovenskem pojem ponosa, discipline, spoštovanja, tovarištva in predvsem človečnosti. Danes je gasilska organizacija, ki šteje preko 160 000 članov, največja humanitarna organizacija v Sloveniji. Državljani pa ji izkazujejo največje zaupanje. To je najmočnejša vojska za boj z vsemi nevšečnostmi, s katerimi se soočamo, je poudaril Šarec, ter se v imenu države in državljanov gasilcem zahvalil za pomoč ob različnih naravnih in drugih nesrečah. Biti gasilec je čast, biti gasilec je odgovornost in biti gasilec pomeni delati predvsem za sočloveka in delati za svojo državo. In tak način dela zagotavlja varnost vsem državljanom, je bilo slišati tudi na svečani akademiji ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije, ustanovljene leta 1949 v Ljubljani. Gasilska zveza Slovenije je krovna organizacija 162 000 prostovoljnih gasilcev, ki se združujejo v 1341 prostovoljnih gasilskih društev, v 120 gasilskih zvezah in v 17 gasilskih regijah. Predstavlja torej najbolj množično organizacijo v državi in je pomemben člen nacionalne varnosti. Veseli me, da naše članstvo sestavlja kar 25% mladih, 30% članic, da še vedno beležimo prirast približno 7% članstva v naši organizaciji. Z dobrim strokovnim usposabljanjem zagotavljajo 50 000 operativnih gasilcev, ki priskočijo na pomoč vedno, ko je to potrebno, so poudarili govorci. Jaz si pravzaprav sploh ne predstavljam, kako bi naš sistem civilne zaščite in reševanja deloval brez prostovoljnih gasilcev. Pravi minister za obrambo, slavnostni govornik na svečani akademiji, ki so ji prisostvovali tudi predstavniki gasilcev iz več evropskih držav in predsednik Mednarodnega združenja gasilskih organizacij, ki je pohvalil predvsem znanje in strokovnost slovenskih gasilcev. Seveda pa včerajšnjega praznika slovenskih gasilcev najbrž ne bi bilo v Metliki, če ne bi zadnji metliški graščak, dr. Josip Savinšek, leta 1869 zbral 16 fantov in ustanovil prvo požarno brambo na Slovenskem, predhodnico prvega prostovoljnega gasilskega društva. Tako je Metlika postala zibelka slovenskega gasilstva. Tamkajšnji gasilci pa so 150-letnico svojega društva, ki so ga sooblikovale številne generacije, obeležili slavnostno sejo. Težko je povedati z besedah, kako veliko čast, ponos, kako visoko dvignjeno glavo imamo ob današnji 150-letnici.
Slovesnosti so se udeležili številni predstavniki prijateljskih in pobratenih društev iz Slovenije in tudi iz tujine, ter mnogi drugi visoki gosti. Metliški gasilci ne bi želi toliko uspehov, kot smo že danes slišali, če ne bi imeli tako dobro vodstvo, če ne bi pravzaprav imeli en sam cilj, ki ga izpolnjujejo na način, da delate timsko, da delate skupaj in seveda, da se dobro povezujete. Je poudaril predsednik Gasilske zveze Slovenije. Nagovoril pa jih je tudi predsednik Državnega zbora Dejan Židan, kot je dejal, vesel povabila metliških gasilcev. Tudi zato, ker sem prvi, ki se zavedam, da samo če spoštujemo svojo zgodovino, če jo ponavljamo in če se ob njej veselimo, bomo lahko napredovali tako, kakor želimo tudi naprej. V Metliki so ponosni na svojo tradicijo, še posebej pa na dejstvo, da je vsak tretji Metličan prostovoljni gasilec. Biti gasilec je način življenja. Biti gasilec je tradicija, ki se prenaša iz roda v rod. Kajti kako bi sicer razumeli 150-letno zgodovino, ki se nenehno razvija? Gasilci pa se nenehno usposabljajo, da bi lahko pomagali ljudem ne le o požarih, ampak tudi v vseh drugih nesrečah. Njihov odzivni čas je neverjeten, se lahko meri z poklicnimi enotami in res lahko rečemo, da tukaj družine v Metliki živijo z gasilstvom. Danes si ne moremo predstavljati življenja brez njih, delajo praktično, če lahko tako rečemo, od ognja do vode in vse, kar je vmes, za vse oni poskrbijo. Tega se v lokalni skupnosti dobro zavedajo, pravi župan, in se trudijo, da jim zagotovijo vse, kar potrebujejo za varno opravljanje svojega dela. Zavedajo pa se tudi v slovenskem parlamentu, dodaja njegov predsednik. Jaz se v resnici želim, da bodo tudi preko zakonodaje naše gasilke in gasilci čutili, da imajo spoštovanje od vseh, tudi od slovenskega parlamenta, in vse, kar je potrebno, bom naredil. Na slavnostni seji so ob visokem jubileju podelili številna priznanja in plakete. Posebno plaketo Gasilske zveze Slovenije pa je prejelo Metliško prostovoljno gasilsko društvo. Evropska komisija je za letošnjo krovno tematiko izbora evropskih destinacij odličnosti določila temo Turizem dobrega počutja. Oba letošnja finalista, Dolenjska in Podčetrtek, imata odlične turistične produkte, je bilo slišati na razglasitvi v Podčetrtku. Strokovno komisijo pa je na koncu bolj prepričala destinacija Podčetrtek, ki je tako postala 8. idem destinacija v Sloveniji. Drugouvrščena destinacija Dolenjska ima po mnenju strokovne komisije izjemen vsebinski potencial v turističnem razvoju Slovenije. Svoj napredek gradijo tudi na ustreznem številu mladih kadrov, ki jim je zelo jasna razvojna strategija turizma, so zapisali v obrazložitvi. Naš cilj ni v neki množičnosti, naš cilj je, kako omogočiti lepo doživetje zahtevnemu gostu, tistemu, ki je pripravljen tudi nekaj več denarja pustiti v naši lepi, čudoviti regiji. Po drugi strani pa tudi vidimo razvojne možnosti in priložnosti, ki se razvijajo tako na eni destinaciji kot na drugi, in je mogoče v tem nijansah bil za odtenek Podčetrtek boljši. Destinacija Podčetrtek, letošnja prejemnica naziva Eden destinacija 2019, je uspešen primer povezovanja 3 občin v slovenskem turizmu: Podčetrtka, Bistrica ob Sotli in Kozjega. Pri vsem tem so ključno vlogo odigrali ljudje. Če znaš pa dobro povezati med sabo, potem pa je uspeh na dlani. Bomo gradili skupne cilje, podpirali, hkrati bomo pa obdržali našo avtentičnost, našo posebnost, naše drugačnost. Celovita turistična ponudba destinacije Podčetrtek vsebuje raznolik izbor turističnih produktov, primernih za različne segmente gostov, je pa močno povezana s termami Olimje, ki so gonilna sila razvoja. Ustvarjamo destinacijo, ki je postala prepoznavna, ki obiskuje vedno več turistov in ki ponuja neko edinstveno doživetje.
Domačin Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je nagrajeno destinacijo Podčetrtek ocenil kot primer dobre prakse v slovenskem turizmu. Trenutno dogajanje v nacionalnem avioprevozniku je po ministrovem mnenju glede na turistične rezultate, ki jih naša država dosega v zadnjem obdobju, popolnoma nesprejemljivo. Zato bomo morali v prihodnje kar nekaj skrbi posvetiti tudi reševanju tega vprašanja. Destinacije Iden še posebej odlikujejo prizadevanja za razvoj trajnostnega zelenega turizma. Zato na Slovenski turistični organizaciji pri projektu sodelujejo od vsega začetka. Obe letošnji finalistki boste tako prispevali k realizaciji vizije, ki smo si jo postavili v slovenskem turizmu. To je zelena, butična destinacija za edinstvena doživetja. V evropski družini več kot 140 destinacij odličnosti je tako že 8 slovenskih. Leta 2010 je priznanje Evropske destinacije odličnosti prijela Kolpa. 33. straška jesen je med 29. avgustom in 8. septembrom postregla široko bero dogodkov za vse generacije občanov. Njen vrhunec je vsakoletna povorka, v kateri se predstavijo vsi zaselki v občini. Tokrat so za temo izbrali samooskrbo. Kljub slabi vremenski napovedi se je zbralo veliko obiskovalcev, ki so med drugim videli, kako so nekdaj pridobivali maslo, vlagali zelenjavo, cepili sadno drevje, pripravljali drva in vino, izdelovali koline in mleli moko. Takih mlinov ni več, ne še unih ob Krkini, ki so vsi propali, zdaj pa take bi mogli kaj usposobiti, samo ta je že tako star, da nimaš več kaj. Vaščani iz Hruševca so na vozu pripeljali domače dobrote. Pred je bilo vse poštimano, ne bilo starine, ne bilo tarja pokrip, je bilo vse obdelano in obvod in po progah vse počiščeno, ki vsakemu na kravco, ne samo mleku, ne bilo mleku. In da ne se upal tarniti jaz, da koliko je tukaj preditu, koliko je tele, da vsak enkrat mlečka pil. Na vozu smo opazili tudi kokoši in piščančke, brez katerih na kmetiji ne gre. Vsega imamo dosti, tako da jajca, samo ne smemo dosti govoriti okoli take stvari, ker nas fur slovi polj. Na vozu vselej zasledimo tudi otroke, saj je pomembno, da navdušujejo mlade kmetovanju pa temu, da gre iz roda v rod pa to. Ne le druženje krajanov, pomembna sta tudi ohranjanje kulturne dediščine in predstavitev kmečkih del, ki jih obujajo s to prireditvijo. Ja, lahko sem ponosen, naš kapital so ljudje, ki so pripravljeni pomagati. Na vsakem vozovu recimo sodeluje pa nekje 10 do 15 ljudi, pa še nekaj v ozadju. Doslej so na straških povorkah med drugim prikazali dedkove zgodbe, babičino kuhinjo, zgodbo od zrna do kruha, mlinarstvo in predstavili vasi v občini. Verjamem, da bo naše turistično društvo tudi vnaprej organiziralo straško jesen in tudi v bodoče prikazovalo nekatere običaje, ki danes že tonejo v pozabo. V sklopu straške jeseni so med drugim prikazali žetev in metev prosa, pripravili likovno kolonijo z razstavo slik, na ogled pa so bili tudi ročna dela in šarklji. Za konec pa še k naši akciji Osebnost meseca. Za osebnost avgusta ste gledalke in gledalci izbrali kolesarja Matjaža Goloba. Novomeščan Matjaž Golob je v avgustu v 2 tednih prekolesaril vseh 212 slovenskih občin. V 14 etapah je na dan v povprečju prevozil 200 km in do 3500 višinskih metrov, ob tem pa je ozaveščal o celiakiji, kronični sistemski avtoimuni bolezni, ki je posledica preobčutljivosti na gluten. Glede na to, kakšno vreme smo imeli letos, me je bilo malo strah, da me bodo kje ujela kakšna neurja. Ni problem, ne vročina, ne dež, problem je močen veter, ker enostavno takrat pač na kolo ne moreš iti, ker je prenevarno. In moram reči, vseh 14 dni sem imel z vremenom res neverjetno srečo. Golob namerava v bližnji prihodnosti prekolesariti pot od Atlantika do Črnega morja, skupaj z Goranom Makarjem pa bosta še naprej ozaveščala ljudi o celiakiji. Od včeraj nas lahko znova spremljate tudi prek sobnih in strešnih anten. Hvala za pozornost in nasvidenje spet jutri.